Od izrečenih besed pa k zapisanim. Minuli teden je v Cankarjevem domu, hramu slovenske kulture, potekal tradicionalni knjižni sejem. Poglejmo, kako je izgledal ta sofisticiran dogodek visoke kulture. Vi pa mir dejte s tem svojim! Pa dejte, gospod, gosta imate na Men primitivo, no. Sej sem ti, če me Kako te šlata po kolenu. Jaz te nič ne šlatam! Šlatal ste me po kolenu. Ti se rekel, čo si griče? Ne se to prav! To ne se bi hotel! Zelo podoben kot v naši publiki. Drugače se opravičujem, ne? Očitno smo zamešali posnetke in vam namesto predstavitve na knjižnem sejmu pokazali posnetke pouka biologije na srednji poklicni šoli Domžale, znani kot Teksas. Ali pa so organizatorji knjižnega sejma po lanskoletnem gostovanju kontroverznega ruskega pisatelja Zaharja Prilepina letos na svoj program namenoma uvrstili še kontroverznega avtorja Romana Vodeba, saj se zavedajo, da nobena reklama ni slaba reklama. Kar popolnoma drži. Sam pomislite, prej smo 2 minuti govorili o žveplu v masi za čevape in ob tej novici ste vsi začeli razmišljati, mater se mi lušta čevapov. To je podobno kot po ogledu filma Super veliki jaz. Najprej preklinjaš hitro hrano, čez 2 minute spam v McDrive-u. Dejstvo je, da se morajo založniške hiše poslužiti katerekoli taktike, da povečajo prodajo knjig, saj trenutni podatki niso najbolj spodbudni. Podatki namreč kažejo, da se je pri nas število tistih, ki sploh ne berejo, povečalo na kar 49%. V samo 5 letih je število izposojenih knjig padlo za kar 3 milijone izvodov. Manj kot tretjina staršev v Sloveniji pa redno bere svojim otrokom. Ko majhen procent bralcev smo v Sloveniji nazadnje imeli v 70-ih, ko sploh ni smel priznati, kaj bereš. Meni ne pade na pamet, zakaj se je ta odstotek tako drastično zmanjšal. Zato smo na teren poslali našega strokovnega analitika in človeka, ki trdi, da je pismen, gospoda Jerneja Celca. Gospod Celec, ali ste uspeli izvedeti, zakaj polovica Slovencev ne bere in zakaj jih zgolj tretjina bere svojim otrokom? Gospod Godler, ni čisto res, da polovica Slovencev ne bere. Seveda bere, samo ne knjig. Mislim, če bi naredili anketo na ulici, bi ugotovili, da večina ljudi vsak dan prebere, koliko točk je prejšnji večer dal Dončić. Jaz recimo non-stop berem. Jaz berem v službi, na stranišču, ko vozim, res, ves čas berem. Kar se pa tiče otrok, pa morate vedeti, da brati knjigo otroku je kot gledati film z ženo. Glih, ko prideš do najbolj zanimivega dela, vidiš, da ti nekdo spi na ramenu. In potem ne smeš do konca, ker ni vljudno. Plus tega, ljudje smo vajeni, da beremo potiho. Ko si se učil, si bral potiho. Ko bereš novice, bereš potiho. Komaj, ko dobiš otroka in mu na glas bereš pravljico, ugotoviš, kako slabo ti dejansko bereš. Če starši ne beremo otrokom, to ni zato, ker nimamo časa, ampak zato, ker nas je sram. To je zelo zanimiva analiza, gospod Celec. Kako pa komentirate podatek, da se je za kar 3 milijone zmanjšalo število izposoj v knjižnicah? Gospod Godler, glavni razlog za upad zanimanja za knjige je, da je knjig enostavno preveč. Slovenci smo prvi na svetu po številu izdanih knjig na prebivalca. Res, v Sloveniji je večja verjetnost, da bo človek v življenju izdal knjigo, kot pa končal faks. Zato pa lahko v Sloveniji kupiš znanstvene knjige, ki so jih napisali samooklicani strokovnjaki, in pa drame, ki so jih napisali samooklicani pisatelji, brez kakršnekoli izobrazbe iz književnosti. Kot je recimo tale. Ko je to neka pol tragedija, pol komedija, to ni drama, se vidi, da je to napisal kar en bedak po imenu Jure God. Ja, malo nerodno, ne? Čakajte malo. Se pravi, takrat, ko smo drugi pisali vašo oddajo, ste vi ves čas pisali knjigo? Ne, nisem ves cajt pisal knjige, vmes sem imel še golf. Hvala gospodu Celcu za njegovo zadnje javljanje. Režija. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.